2 leti po nesreči v Fukušimi je evropska jedrska stroka opravila ogromno delo. Opravljeni so bili obremenilni testi v vseh 145 reaktorjih v Uniji in 20 izven nje. Pokazalo se je, da noben od teh reaktorjev ni nevaren, tako da bi ga bilo treba ustaviti, pri vseh pa je določena rezerva, da se še izboljša jedrsko varnost. In pokazalo se je še nekaj, da ni dovolj gledati samo na obratovalno varnost, torej na tehnologijo samo, ampak da so šibkejše točke drugje. Šibka točka je recimo človeški faktor. Šibka točka v Fukušimi je bil recimo dizajn elektrarne, kjer so imeli veliko težav glede na to, kje je bil umeščen bazen z izrabljenim gorivom in kje je dizelski generatorji. No, najpomembnejša stvar, ki mislim, da lahko tudi na evropskem nivoju veliko naredimo, pa je, da moramo imeti res neodvisne, strokovno močne upravne organe, kajti ti potem lahko zahtevajo od obratovalca, od lastnika jedrske elektrarne, da izvede določene modifikacije.